Prihaja zima in skupaj z zimo prihaja tudi virusne okužbe dihal. Najpomembnejša taka okužba dihal je gripa. Gripa prihaja vsako leto, ljudje smo se nekako navadili, da živimo s to gripo in jo včasih jemljemo kar tako kot nekaj samo po sebi umevnega, ampak je gripa dejansko nevarna, zelo prenosljiva bolezen, ki vsako leto terja svoj davek, oboli po oceni nekje 10% svetovne populacije in približno 500 000 ljudi vsako leto umre zaradi virusa gripe. Poznamo akutno obolenje z visoko temperaturo, kašljem, bolečinami po mišicah in sklepih. Manjši del bolnikov z gripo potrebuje zdravljenje v bolnišnici. Ocenjuje se, da je bolnikov takšnih, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, nekje 3 do 5%. Največji delež bolnikov, ki rabi zdravljenje v bolnišnici, so starostniki in seveda vsi drugi s pridruženimi obolenji. Vemo pa, da lahko tudi mlade osebe brez vseh pridruženih bolezni dobijo težji potek. Med temi bolniki, ki se zdravijo v bolnišnici, pa je spet manjši delež tistih, nekje 5 do 10% takih, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivni enoti. In en delež teh bolnikov, ki potrebujejo sprejem v bolnico in dodan kisik preko navadnih sistemov, kar je možno na oddelkih, enostavno ni dovolj. In so to tisti bolniki, ki potrebujejo potem zaradi težjih oblik dihalne odpovedi sprejem na oddelek za intenzivno terapijo. Zapletov gripe je več, je pa eden najhujših zapletov, ki se ga bojimo, je dihalna odpoved, možno pa je tudi odpoved delovanja srca in ožilja, odpoved ledvic, odpoved ostalih organov. Torej lahko nastane večorganska odpoved, ki je pač posledica okužbe. Tam so me sprejeli na urgenci in tam so videli, da je zelo mi nekaj napreduje bolezen, pa so me na infekcijski oddelek dali, od tam pa še naprej zaradi sem imel slabo zrak in so me dali na interno. Na interni pa se ne spomnim več, kako je bilo z mano. Ker nisem vedel, kaj se je dogajalo. Bil sem del vsega skupaj 3 tedne v komi in ko sem se prebudil, sem spraševal ženo in otroke, kaj pa je, da je to z mano bilo. Nisem bil cepljen za gripo, ker so ljudje različno razlagali, da pol se dobiš lahko, pa se nisem cepil. Ampak sedaj ni govora, da ne bi se dal cepiti, ne jaz, ne moji ožji družini. Nega takih bolnikov je zelo zahtevna, traja 24 ur kontinuirano in res je zelo stresno. Ti naši pacienti, ki so pač sprejeti zaradi zapletov po gripi s težkimi pljučnicami, oni visijo na nitki. Ampak res visijo na nitki od takrat, ko jih začnemo obravnavati, pa recimo do uspešnega zaključka zdravljenja, ker smo zelo zadovoljni. Seveda pa pri tistih bolnikih, ki imajo najtežjo okvaro, prizadetost pljuč, neinvazivne ali pa invazivne metode umetnega predihavanja, seveda niso dovolj. In pri teh bolnikih ne uspemo zagotoviti dovolj kisika v krvi ali pa seveda ne uspemo izločiti dovolj ogljikovega dioksida. In seveda pri teh bolnikih, ki imajo seveda tudi zelo veliko smrtnost, preko 80%, seveda pri teh bolnikih imamo zdaj seveda na voljo, da se z zunajtelesno metodo, zunajtelesne membranske oksigenacije zagotovimo ustrezno izmenjavo plinov. In to je sicer s pomočjo tega aparata, angleško temu rečemo s kratico ECMO. S pomočjo tega aparata mi speljemo kri iz bolnikovega telesa s pomočjo posebnih cevk
s pomočjo črpalke skozi oksigenator, kjer se izvrši izmenjava plinov, to pomeni, da dovajamo kisik in odvajamo ogljikov dioksid. In potem ta, bi rekel, kri, ki je bogata s kisikom, potem to kri vračamo v žilo nazaj. Zdaj pri podpori pljuč jemljemo kri iz femoralne, oziroma iz vene na nogi in praviloma vračamo v veno na vratu. In seveda z razvojem tehnike, z razvojem znanja je to preživetje, bi rekel, v zadnjih letih, bi rekel, vedno večje. Najbolj učinkovit način preprečevanja okužbe z virusom influence je seveda cepljenje. Glede na podatke NIJZ bomo letos cepili s 4-valentnim cepivom, predvidoma v novembru. Cepljenje se priporoča vsem starejšim od 6 mesecev, pač to je tista meja, za katero je cepivo registrirano, predvsem pa določenim skupinam prebivalstva, pri katerih pričakujemo težji potek gripe. To so starejši od 65 let, naprimer nosečnice, porodnice, vse osebe z pridruženimi kroničnimi obolenji, pa seveda tudi vsem tistim, ki smo v stiku z bolniki, z osebami, ki bi lahko imele težji potek gripe, kamor sodimo seveda tudi zdravstveni delavci. Stranski učinki so redki, blagi, hitro minljivi, najpogosteje v smislu rdečine, bolečine, otekline na mesto boda, lahko prehodno tudi v smislu blagih sistemskih znakov, blage povišane telesne temperature, bolečin v mišicah. Vendar vse to, kot omenjeno, mine hitro in je prehodno. Cepljenje je edini in najbolj učinkovit ukrep v preprečevanju pojavljanja gripe, poleg ostalih ukrepov. Seveda si želimo, da bi bilo cepivo bolj učinkovito, kot je, ampak je edini ukrep, ki zmanjša obolevnost in predvsem pomembno zmanjša težji potek, zmanjša smrtnost teh bolnikov, manjša tudi potreba po zdravljenju v bolnišnici. Priporočeno je cepljenje praktično za vsakega človeka.